Lep pozdrav vsem. Jaz sem Alen Mangafič z Geodetskega inštituta in danes vam bom predstavil en del raziskave, ki se izvaja v kontekstu projekta Aquavitis, Interreg projekta v sodelovanju med Italijo in Slovenijo, kjer je fokus bil na tehnikah in primerih obvladovanja in upravljanja vinogradov v kontekstu suše. Tako da, to je vsebina trenutne predstavitve. V bistvu v tem delu raziskave smo izvajali analize povezav med satelitskimi posnetki Sentinel-2 konstelacije ter terenskimi meritvami vodnega potenciala. Tako da vam bom na začetku na hitro sam omenil Sentinel-2, kaj je vodni potencial in kje je sploh vino v tej zgodbi. Potem bomo pokazali metode dela, študijsko območja, kako se to sploh vzorči, ter kako smo te podatke dali skupaj. Prikazal vam bom rezultate, te rezultati so vidni tudi v prispevku v letošnji monografiji, ampak imam še par nadgradenj, glede na to, da smo imeli oddaje prispevkov nekje pomladi, projekt je bil še živ, zdelo se mi je škoda ne pokazati še par stvari. Tako da Sentinel-2, konstelacija dveh satelitov, torej Sentinel-2A in 2B, imamo 13 multispektralnih pasov, od katerih so nam za analize površja najbolj zanimivi 10 in 20 metrski, ki imajo razpon od vidnega do kratkovalovnega infrardeča. Imamo še par pasov, ki so usmerjeni v atmosferične analize, meglice, ciruse, aerosoli. In v glavnem to, kar je v tem kontekstu, v tem projektu za nas najbolj zanimivo, so infrardeči pasovi, torej od bližnje infrardeče do kratko infrardeče, zaradi tega, ker te podatki nam lahko povejo marsikaj o vodni in mineralni sestavi objektov in na osnovi tega lahko imamo neke zaključke vezane na vodni potencial, ergo vodni stres. Torej, vodni potencial oziroma okrajšava je ta psi, in to bo tudi uporabljeno zdaj v nadaljevanju, predstavlja energijo vode v listnem mezofilu, torej v sredi lista, in na osnovi vodnega potenciala lahko hitro ocenimo, kakšen je vodni status rastline, torej koliko je rastlini voda dostopna. Vodni status se lahko uporablja tudi za sklepanje, ali je rastlina pod stresom ali ne. Torej, mi v tem primeru vodnega potenciala poznamo vodni potencial listov, merjenih pred zoro, kar je dobesedno to, kar piše, minimalni vodni potencial, kar je vodni potencial lista opoldan, to merimo med 12. in 2. uro, odvisno od sončeve aktivnosti, in poznamo še vodni potencial stebla oziroma stebla opoldan. Tako da, če koga zanima, kako se to dejansko meri in kakšne so točne podrobnosti tega, si lahko prebere kaj več v prispevku. Torej, kje je vino v tej zgodbi, to nas vse zanima, ne? Torej, vodni stres vpliva na zmanjšanje teže grozdnih jagod. To pomeni, da se na osnovi določenih količin vode tudi to izraža na pridelku. Torej, grozdje ima drugačno razmerje med jagodnimi kožicami in mesom, kar definitivno vpliva na koncentracije sladkorjev znotraj jagod, ki tudi vplivajo in na arome in tudi na nivoje alkohola. Torej, iz vidika upravljanja je to zelo zanimivo, zaradi tega, ker to pomeni, da rahla količina stresa v vinogradih zna doprinesti oziroma doprinaša do bolj kakovostnega vina in posledično tudi lahko varčujemo z vodo, kar je v tem kontekstu neke situacija, ki je win-win oziroma win-win. In namen raziskave je tukaj bil preveriti uporabnost posnetkov Sentinel-2 za hitro oceno vodnega potenciala v vinogradih, saj to so še vedno terenske meritve, moramo iti na teren, moramo vzorčiti, v glavnem traja. Tako da metode dela so v tem primeru torej, povezali smo meritve vodnega potenciala in Sentinel-2 posnetkov, tako da smo analizirali korelacije med izmerjenimi terenskimi meritvami in različnimi kanali in izpeljanimi indeksi. Torej, imeli smo na voljo 182 terenskih meritev vseh treh vodnih potencialov in načeloma so vse meritve bile izvajane na isti dan snemanja. To je bilo slučajno, zaradi tega, ker načeloma ta projekt se ukvarja z ogromno enih raziskav. Ta vodni potencial je bil usmerjen direktno v to, da se da se dokaže, da je vodni potencial nekaj, kar vpliva na kakovost vina. Mi smo probali še to izvesti in smo imeli srečo, da smo imeli brezoblačne posnetke na 2 datuma in en posnetek na datum, ki je bil 2 dni po terenu, ampak je temperature
oziroma meteorološki pogoji so bili primerljivi, ni bilo namakanja v vinogradih, tako da smo te podatke danes uporabili. Torej, študijsko območje prvega dela te raziskave je Prečeniko, kar vidimo na tej karti. Torej, če se z te perspektive lahko vidimo eno lepo karto s tem krasnim zalivom. Malo, ko pozumiramo, malo boli glava, zaradi tega, ker je ločljivost Sentinel pač posnetkov taka, kakva je, ampak vedno se vsi preveč usmerjamo v prostorsko ločljivost in zanemarjamo spektralno komponento, kar je v tem primeru zelo zanesljiva in nekatere raziskave, ki so bile izvajane v primerjavi Sentinel-2 in Rapid-Eye za namene ocene vodnega statusa in vodnega potenciala so izkazale, da je Sentinel-2 bolj zanesljiv. Torej, zdaj, da vas ne boli glava, gremo na en lepši pogled. Torej, to je ta vinograd. In ja, torej, metode dela. Načeloma se vodni potencial meri s Šolanderjevo tlačno komoro, oziroma, kako bi vinogradniki rekli v nekem anarhističnem slengu, tlačno bombo. To pomeni, da dejansko liste oziroma tudi dele stebla porežejo, dodajo to tlačno komoro in izvajajo določen pritisk na njej in izmerijo raven pritiska, katero potrebujemo, da začne rastlina puščati vodo. Tako da, če vas zanima kaj več o tem, predlagam tudi, da si pogledate portal aquavitis.eu, kjer je izvedeno ogromno raziskav o tej metodi. Torej, naše metode dela so bile usmerjene v to, da smo meritve vodnega potenciala, imeli smo georeferencirane meritve, torej imeli smo meritve, ki so bile pomerjene glede na lokacijo z GNSS-em, izvedeli smo prenos in predobdelavo posnetkov, ter agregirali smo terenske meritve na pikselsko enoto. Torej, kot sem prej omenil, te meritve niso bile izvedene za namene te raziskave, ampak mi smo jih uporabili, tako da dejansko je bilo veliko meritev, ki so bile narejene na isti celici, tako da smo jih agregirali. Agregacijo smo izvedli z mediano, zaradi tega, da bi izločili morebitni vpliv osamevcev. Sicer po pregledu vzorcev smo videli, da se srednje vrednosti in mediane ne razlikujejo veliko, ampak to je zaradi tega, ker so bili profesionalci na terenu, ki so izbirali podobne trte in iz podobnih vrst, ampak če bi zdaj moral predlagati neko metodo za širše razumevanje bolj heterogenih vinogradov, bi definitivno predlagal mediano. Torej, izvajali smo bočno statistiko teh točk oziroma posnetkov na teh lokacijah teh točk, ter probali smo oceniti to s Pearsonovimi in Kendallovimi korelacijskih koeficientov, zaradi tega, ker nismo bili prepričani za začetku, ali je med njimi mogoče povezanost linearna ali pa monotona in nekako sklepamo, da če se en in drug koeficient strinjata med sebojno, da imamo zanesljive rezultate oziroma da lahko kaj trdimo. Količino oziroma število, velikost vzorca smo pač ocenili s vrednostmi. Na koncu smo tudi korelacijske koeficiente, ki so bili najboljši oziroma najvišji oziroma najnižji, močno negativni ali pa močno pozitivni, pregledali z vizualno interpretacijo linearne regresije, da vidimo, kaj sploh to je. Torej, tako izgledajo terenske meritve, to so te točke, in te tanjše celice predstavljajo Sentinel-2 celice z 10-metrsko ločljivostjo, te večje z 20-metrsko, tako da lahko vidimo, da nekatere so nam tudi na robovih. In od 182 meritev smo po agregaciji dobili toliko in toliko manj meritev, ampak še vedno zadosti za našo nalogo. Tako da v bistvu zdaj bom prikazal že rezultate. Torej, tukaj je korelogram za 10-metrske celice in za začetek lahko vidimo čudno stvar. To je, da je modra zelo negativno korelirana. To smo tudi kasneje šli pregledati, zakaj bomo videli. Tako da nekako nam v tem spektru prav nič ne pove preveč. Zdaj, mi smo sklepali, da je vegetacijska aktivnost v tem primeru sploh izrazita v infrardeči, ki se izraža na ta oba dva indeksa, zelo slaba oziroma kaotična, zaradi tega, ker so istočasno v vinogradih izvajali procese mulčenja. Torej, obrazovali so rastje ter puščali mrtve rastline za namene nekega naravnega gnojenja, kateri so pač izkazovali slabo aktivnost v infrardečem. Tako da na osnovi tega lahko sklepamo, da nam te prvi
kanali Sentinel-2 ne povejo preveč. Zdaj, ko se pa vržemo v analizo 20-metrskih celic, nam takoj od rdečega roba naprej nekako vrednosti kažejo na drugo smer. In enkrat, ko smo na kratkovalovno infrardečem pasu, torej kratkovalovna infrardeča enka pri Sentinelu je približno 1600 nanometrov in kratkovalovna infrardeča dvojka, ki je približno, se mi zdi, 2400, kaže ono ogromno korelacijo. Torej v tem primeru vidimo za minus 0,93, kar je izjemno močna negativna korelacija. Tako da zdaj, če gremo pogledati linearno regresijo oziroma kako nam se nekatere linearne krivulje prilegajo, lahko vidimo, da v primeru povezanosti vodnega potencijala steblo povdan in svir kanala, ker imamo nekako srednjo negativno povezanost, vidimo, da je trend dokaj monoton in da obstaja nekatera povezanost. Zdaj pa, če gremo gledati vodni potencijal stebla pred zoro in kratkovalovni infrardeči, vidimo izjemno močno povezanost. Zdaj moramo se zavedati, da je cel vinograd bil v podobni situaciji, tako da je veliko točk, veliko opazovanj na isti lokaciji, kot se tukaj prikazuje. Tukaj lahko vidimo, da se tako Pearsonov kot Kendallov koeficient nekako strinjata z močno povezanostjo negativno in da v enem in drugem primeru lahko trdimo, da je vzorec zadosten za neko sklepanje. Torej, tukaj imamo rezultate linearne regresije vodnega potencijala lista opoldan in kratkovalovne infrardeče, ker vidimo tudi prilagajanje nekaterem trendu in v tem primeru se nam tudi tako Pearsonov kot Kendallov koeficient strinjajo, da je močna povezanost. Tako da zdaj, kaj je bilo prej pa z modro, tukaj smo tudi prikazali, zakaj ima smisla te povezanosti pogledati tudi po neki regresijski obdelavi. Vidimo, da je dejansko modra praktično ena gruča in da ni toliko velike variance na celemu spektru modre, tako da je dejansko zato povezana in je definitivno podatek, kjer je zaškartati v nadaljevanju. Tako da rezultati v tem primeru kažejo, da sta vodni potencijal, tisto pod naslovom je ta klep fail, da sta vodni potencijal lista in pred zorom močno korelirali z nekaterimi valovnimi dolžinami in da je povezanost izrazita v infrardečih spektrih. Tako da takrat, ko se premikamo iz bližnje infrardeče proti kratkovalovni, vidimo tranzicijo iz pozitivne povezanosti v močno negativno. Tako da nekako smo sklepali, da so procesi mučenja površin, kot sem prej omenil, tisti, kateri so moteči za uporabo vegetacijskih indeksov in infrardečih kanalov za oceno tega. In torej za take primere, če gledamo globalno, lahko trdimo, da so infrardeči kanal pa NDVI in NDMI niso ok in da bi več opazovanj omogočilo izvajanje napovedovalnih analiz. Zdaj, to je bilo izvedeno na enem vinogradu. Jaz bi se prvi vprašal po predavanju, kaj pa če smo zdaj mi izvedli analizo, ki se dogaja v enem vinogradu. Ok, recimo, da časovna komponenta da je lahko analogna simulaciji več vinogradov na isti lokaciji, ampak dejansko smo imeli to srečo, da smo imeli iste podatke pomerjene tudi v Sloveniji. Tako da imeli smo nadaljevanje na območju Budihnja in Barkole, ker smo imeli še več vzorčenj, imeli smo približno 250 točk vzorčenih za različne datume. Letošnja suša je bila izjemno grozna, tako da letošnjih podatkov nismo niti imeli zaradi tega, ker je vse bilo v ekstremih in ni bilo smiselno iti na teren. Kar smo tukaj videli, torej je to, da je ta naša teza, da je proces mulčenja tisti, ki vpliva na neodzivnost vegetacijskih indeksov in infrardečih spektrov resničen. Zaradi tega, ker v Sloveniji se niso ukvarjali s tem, ampak je bila zaraščena trava med trtavi in tako vidimo izrazito močno negativno korelacijo že od rdeče naprej. Tako da v tem primeru je tudi NDMI nekako koristen za modeliranje, ampak infrardeča tudi. Modra je še vedno močno korelirala, ampak kolikor smo prej opazili, ta modra kar laže v tem kontekstu. Tako da zdaj, če pogledamo tudi te rezultate, torej tako izgleda povezanost gleda na linearno regresijo, če primerjamo bližnjo infrardečo in vodni potencijal pred zoro. Če pogledamo korelogram v 20 metrov, pa to, kar je tukaj zanimivo, je, da
svir kanalu oziroma kratkovalovne infrardeče imamo zdaj močno negativno povezanost, v tistem, v kateri je bil dominanten v prejšnji raziskavi, pa ne. Razlog je enostavno ta, kot sem že prej omenil, proces mulčenja. Zaradi tega, ker en kanal, v tem primeru 1600, je veliko bolj občutljiva na vegetacijsko aktivnost, oziroma obratno, je veliko manj občutljiva na vegetacijsko aktivnost, medtem kot kratkovalovna dvojka od 2400 nanometrov pa veliko bolj. Tako da nekako opazujemo, da je še vedno velika povezanost med satelitskimi podatki infrardečih spektrov in vodnim potencialom, ter sklepamo, da en naboj meritev bi nam lahko omogočil neke napovedovalne analize. V najboljšem primeru lahko vidimo uporabnost v izvajanju nekaterih logističnih regresij, v stilu, da naredimo model, ki nam lahko napove ene 3 ali 4 kategorije vodnega potencijala oziroma vodnega stresa. 1, 2, 3, 4 oziroma 2 je pod stresom ali pa ni pod stresom. Tako da v bistvu to je to od mene in hvala za pozornost.